Kaj boste v današnjem dnevu pomembnega naredili za to, da vam bo poslovanje v salonu potekalo veliko lažje in predvsem bolj učinkovito? Danes sem izbral tematiko, ki mislim, da je, rekel kar tako, dokaj pomembna, in sicer kako postopati, ko stranka pride na naročeno storitev. Tukaj sem to zadevo pravzaprav razdelil na dva dela. Torej na prvi obisk, ko stranka vas obišče prvič, in seveda jutri bomo pogledali, kako postopati pri strankah, ki so že vaše redne stranke, torej ki jih že poznate, tudi veste, katere od storitev uporabljajo in zakaj. Vendar pri strankah, ki vas prvič obiščejo, je predvsem pomembno vedeti naslednje. Torej, če se je stranka naročila preko interneta, obstaja velika verjetnost, da je podatke o sebi že vam pustila na spletni strani ali kakorkoli drugače. Vkolikor to ni, seveda je to potrebno opraviti, ko vas obišče. Torej, kaj je prva stvar, ko stranka vstopi v salon? Seveda, poleg tega, da jo pozdravite, imejte nenehno v mislih to, kar vam bom sedaj poudaril. Prvi vtis, ki ga stranka pridobi, ostaja za vedno. Pika. Zapomnite si to, kajti prvi vtis, koliko se ga zgreši, je zgrešeno. Imate potem še eno možnost, o kateri bomo govorili kdaj drugič, vendar prvi vtis ni mogoče izbrisati, zato bodite pri tem previdni. Kako boste stranko sprejeli, na kakšen način, bo to z energijo, brez energije, bo to na nek čisto, bom rekel, običajen način, tako kot vas ponekod samo lepo pozdravijo, reče dober dan, ali je to nekoliko drugače. Kaj je to drugače, in temu namenjam torej današnjo tematiko. Drugače je predvsem to, da prva stvar, potem, ko ste stranko pozdravili, obvezno jo morate narediti pomembno. Najdite, rodite, stvorite, nekaj naredite, da boste stranko naredili pomembno. Danes, predvsem v takšnih časih, kot smo se zdaj, je to ključnega pomena, kajti ravno to ljudje potrebujejo. Potrebujejo neko podporo, potrebujejo nekoga, ki jim bo dal energijo, potrebujejo nekoga, ki jih bo znal spodbuditi k čemu, potrebujejo nekoga, ki jim bo dal določeno potrditev, potrebujejo nekoga, ki. In to lahko zelo dobro, bom rekel, pri stranki izkoristite, da se lažje ustvari zaupanje z njo. Naslednja zadeva, na katero ne smete pozabiti, je osredotočanje na podatke o stranki. Preverite torej vse njene podatke, zapišite si jih, kajti to vam bo osnova prvič za nadgradnjo stranke, ko bo hodila k vam redno, in seveda tudi zato, da boste izboljšali vaše odnose, ker boste točno vedeli, kaj stranka potrebuje. Predtem, da bi to lažje seveda ugotovili, kaj ona potrebuje, je potrebno ugotoviti oziroma skomunicirati stranko, ali je morebiti kozmetične storitve že uporabljala, vkoliko jih je, kje je to uporabljala, katere od storitev je uporabljala, in kar je tudi pomembno vedeti, katere od izdelkov je že koristila, da so ji ustrezali. To so vse te osnove, ki jih moramo narediti v prvih korakih, vkoliko želimo ugotoviti več stvari. Najprej to, da se lažje osredotočimo na storitve, ki jih stranka potrebuje. Drugo, kar je, izvemo, v kateri cenovni razred lahko stranko uvrstimo, kajti vidimo po storitvah in izdelkih, oziroma vidimo, veliko lažje ocenimo, v kateri cenovni razred lahko stranko kot tako uvrstimo in kaj seveda od dodatnih storitev lahko takšnim strankam ponudimo. Torej, pomemben poudarek, ki bi dal na to naše jutranje srečanje v kavici, bi rekel, da je najprej to, da stranke ne pozabite narediti pomembne.
to je ključnega pomena. Zapomnite si, torej od danes zjutraj, vsaka stranka, ko bo prišla k vam v salon, najdite nekaj, da boste naredili pomembno. Videli boste, kako bo komunikacijski proces potekal popolnoma drugače. Vse bo veliko bolj sproščeno. Če boste dobro svetovali, seveda se bo stranka tudi veliko lažje odločila za dodatne storitve, mora biti za tiste storitve, ki jih potrebuje, pa tega še ne ve, ali pa za storitve, ki jih želite vi ponuditi zato, ker menite, da bi koristile. Tako torej. No, danes gremo po tem zaključenem seveda predavanju ponovno na teren, ponovno v akcijo, tako tudi vi, verjamem, da boste imeli en uspešen in lep dan. Evo, jaz letim v Ljubljano, pa na gorenjski konec in bom rekel v salone kozmetičarkam, z nekaterimi že sodelujemo in moram reči, da so res izjemna ekipa, zelo se trudijo za ustvariti, bom rekel, nek napredni način poslovanja in tudi vam želim, da boste bili v današnjem dnevu uspešni in ne pozabite še enkrat, ko stranka stopi k vam v salon, najdite nekaj, da jo naredite pomembno. Lepo jutro še naprej, lep in uspešen dan vam želim. Srečno.